Prehajamo na 9. točko. Predlog odloka o podelitvi koncesije ter izvajanju 24-urne pogrebne dežurne službe in storitev pokopališke dejavnosti v občini Kamnik, druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 19, predlagatelj župan, poročevalci pa Maja Sušnik, Aleš Škorjanc in Timotej Štritov. Besedo ima Tim Štritov. Gre za predlog odloka o podelitvi koncesije ter izvajanju 24-urne pogrebne dežurne službe in storitev pokopališke dejavnosti v občini Kamnik. Torej gre za odlok, ki bo predstavljal podlago za objavo javnega razpisa, pa za izbiro izvajalca za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe, se pravi 24-urne dežurne pogrebne službe, pa za podelitev koncesije za upravljanje pokopališč, torej izvajanje pokopališke dejavnosti na 4 pokopališčih. Zdaj, kot sem že povedal, je bistvena sprememba glede na v primerjavi z junijsko sejo o tem, da imamo sedaj izrecno določeno, na katerih 4 pokopališčih v občini se bo upravljanje pokopališč izvajalo na podlagi podelitve koncesije. Odlok pa hkrati tudi izrecno določa, da bo izveden enoten razpis, se pravi, da bomo izbrali enega izvajalca tako za 24-urno pogrebno kot dežurno službo, kot za izvajanje pokopališke dejavnosti. Zdaj, kar se tiče samega razpisa, same podrobnosti bojo vsebovane v razpisni dokumentaciji. Določene spremembe v primerjavi z junijsko sejo so bile narejene pri pogojih, kjer je se zdaj dobesedno od 1. do 9. alineje so predpisani dobesedno pogoji za izvajanje pogrebne dejavnosti, kot jih določa zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Dodane so še nekatere druge alineje, ki pa, kot sem rekel, bojo konkretizirane v razpisni dokumentaciji. Naprimer, tukaj imamo pogoj, da bo izvajalec zagotavljal primeren odzivni čas, te zadeve bo, kot sem rekel, konkretizirane v samem razpisu. Zdaj, mogoče v zvezi s temi pogoji bi še pojasnil, da zakon uporablja izraz ima, se pravi, ima primerne prostore, ima zaposlene osebe. Ta izraz, to smo nekako preverili tudi pri pristojnem ministrstvu, ta izraz ima pomeni nekako, da zagotavlja, ne da je lastnik prostorov, ampak še vedno dopušča vse možnosti, se pravi lastniško ureditev zadev ali pa prek najema oziroma kakorkoli drugače. Toliko za enkrat, hvala. Hvala, Tim. Odpiram razpravo, delovna telesa. Besedo ima dr. Jernej Markelj. Ja, hvala za besedo. Ponovno v imenu odbora za prostor, komunalno ureditev in varstvo okolja. Tudi ta predlog sklepa ni prejel večinske podpore ob odsotnosti 3 članov odbora, tako da več pa verjetno še v razpravi. Postopkovno Edis Rujevič. Hvala lepa. Jaz bi prosil predsednika odbora, da vedno znova ne ponavlja, koliko ljudi je bilo prisotnih, ker ni nobene potrebe po tem. To je sklep odbora in okolikor ne bi bili sklepčni, mislim, jaz ne vem, a je kdorkoli do zdaj delovna telesa zagovarjal, kolikšno število članov je bilo tam prisotnih. In prosim, mislim, a veste, nekaj je to, da strokovno utemeljujete, v nekih segmentih me celo prepričate, izvajanje te take PR-ovske stvari, da sicer hočete povedati, drugače bi bil odbor za, sam jih ni bilo. Ne poskrbijo za to, da naslednjič pridejo, tako da prosim, če župan upozorite, pač, da enostavno to ni predmet. Se izreče sklep in je to. To neke domneve in pa špekulacije, kaj bi bilo, če bi vsi bili na odboru, ne vem, kaj bi bilo, no. Mislim, res ne vidim potrebe po tem, niti ne vem, zakaj je treba to potencirati in to že drugič danes. Hvala. Svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Ja, hvala lepa. Ne samo, da odbor 2-krat ni potrdil tega, ne? Odbor je bil sklepčen in 2-krat ni potrdil. Prejšnjega odloka, poleg 7, ki smo glasovali proti, ni potrdil še 7 drugih, ki ni glasovali. In da tukaj nekaj ni v redu,
smo na pol, 14 je bilo za, 7 proti 7 vzdržanih, pa nekaj ni v redu, a ne? In tukaj bi mogel, gospod župan, zasvetiti kakšni alarmi. In zdaj ta odlok, ki ga imamo, raven tako, drugačen, kot je bil odlok v prvem branju. Predvsej drugačen. Ker ampak to moram pohvaliti. Dve spremembi, ki sta vredni pohvale. V 3. členu izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja neposredno zagotavlja občina Kamnik. In pa to, da se v 4. členu opredeljuje na 4 pokopališča. Kamnik, Mekinje, Nevle, Podgorje. Mogoče bi bilo tukaj potrebno dodati še to je pa pripomba, ki bi jo imel verjetno tudi na prvi obravnavi, če bi bilo pripravljeno tako, kot je treba. Moje vprašanje, kaj se zgodi v primeru, ko neko pokopališče želi pristopiti k koncesiji oziroma iti pod koncesijsko upravljanje. Ali bo veljal ta odlok, a bomo drugega sprejemali, bi bilo fino, smiselno noter zapisati še en stavek, da velja za ta pokopališča in za pokopališča, ki jih bo morda v prihodnje upravljal koncesionar. Zdaj, poročevalec je že razložil tudi mojo pripombo, ki sem jo imel na odboru, ampak jaz vseeno mislim, da tudi če samo v zakonu piše, jaz mogoče vidim tukaj razliko. No. Prej smo imeli zagotavlja v prvem branju, zdaj smo pa prepisali, pa piše ima. Vseeno vprašam vas, a mogoče slišite razliko, zagotavlja ima. Ještě nekaj imam je moje, če zagotavljam, imam lahko tudi sposojeno in ni nujno, da je moje in da to imam v lasti. To se na pravnem stališču lahko, mislim, da hitro kdo zaplete. In tukaj pa govorimo o koncesiji, ki bo za bog ve koliko let podana. Ne? In te stvari bi pa mogle biti. Čeprav je prepisan iz zakona, ampak v drugi alineji 9. člena piše, ima zaposleni najmanj 2 osebi. V prejšnjem odloku je pisal še naprej, za področje izvajanja javne službe. Se pravi, zdaj ima lahko zaposlenega peka pa slaščičarja, pa je v redu. Pa bo upravljal pokopališko dejavnost in pa pogrebno službo. Ima primerne prostore za poslovanje s strankami, to je od prvega branja dodano. Kar je fino, da ima, ampak tega pogoja v prvem branju nismo imeli. Podaj izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba v skladu s 3. odstavkom 16. člena tega zakona. Raven tako dodano. Dodana je tudi alineja zagotavlja ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov. Kaj pomeni ta oskrba pokojnikov? Prej smo imeli samo hladilnico, zdaj imamo tudi za oskrbo pokojnikov. Ali to pomeni, da pokojnikov, ko je mogoče malo zoprna tema, ampak taka pač je, da pokojnikov ne bomo vozili na Žale v Ljubljano urejati, ampak jih bo urejal koncesionar, ki bo iz Novega mesta. A jih bo lahko tam, ali tukaj prosim za razlago, no, kaj pomeni ta oskrba pokojnikov, čisto konkretno, kaj paše pod oskrbo pokojnikov. No in potem imamo, ne vem, v kateri alineji proti koncu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ima ustrezno opremo, delovne priprave in zadostno število delavcev, kadrov, sposobljenih za izvajanje javne službe. Zakaj imamo pol drugo alinejo? Ima 2 zaposlena. In še proti koncu, predzadnja alineja, lahko zagotovi izvajanje vseh storitev javne službe v primernem odzivnem času. Jaz mislim, da bi mogli že zdaj opredeliti ta primeren odziven čas. Ker z 2 zaposlenima, pa s hkratnimi smrtmi, ena v Šmarc, ena v Podlomu, pa ena v Mutniku. Malo zračunajmo.
kaj bo primeren odziven čas, da bo enega dal v hladilnico, ta drugega bo pelil v Ljubljano, s tem, da je hladilnica v Kamniku, če je. A ne? Pa potem ta tretjega naložil. A veste, to so praktične, ne vem, kje je ali ni. Jaz govorim zdaj tako, na pamet nekaj si predstavljam. Jaz si nekaj predstavljam. Kaj bo tukaj primeren odziven čas? A je primeren odziven čas 2 uri, a je primeren odziven čas 12 ur? Tisti, ki je dal kakšen pogreb, mislim, da ve, o čem jaz govorim, no? ker sem kar nekaj stvari dal. 22, ne, nikamor ne pobegnil, to je res. Prosim, da malo spoštljivosti, pa vse imamo tukaj. No? A veste, to so, mislim, pripombe, ki jih imam jaz zdaj, ki imam pred sabo nekako prečiščen odlok. In teh mojih pripomb seveda ne bo nobeden upošteval, zato ker smo v drugem branju, ker jih ni treba upoštevati, ker bo koalicija to pač potrdila. Če tudi samo 14 glasovi, kot je bilo prej. Pa nekaj proti, pa nekaj vzdržanimi. In vzdržani so tisti, ki bi mogli biti za, pa tole jim pa ni čisto všeč za potrditi. In kmalu bomo podeljevali koncesijo in razpisovali koncesijo in takrat bojo te stvari zelo pomembne. In vse, kar si želim, je to, da pogrebno službo in pa pokopališko dejavnost v občini Kamnik upravlja podjetje, ki bo za to res usposobljeno in bo to delo upravljalo kvalitetno. In da bomo to dosegli, moramo imeti zelo jasna, pa mogoče tudi majčkeno prestroga pravila noter napisana. Boljš malo bolj stroga, kot malo manj, da se nam ne bo zgodil kaj, kar bi lahko kasneje obžalovali. Hvala lepa. Hvala. Beseda ima poročevalec gospod Timotej Štritov. Izvolite. Hvala. Zdaj, kar se tiče teh pogojev za izbiro, to se strinjam, da bo treba biti zelo previden, kako bomo zadevo zastavili pri javnem razpisu, da bomo pač dobili najboljšega oziroma optimalnega izvajalca, ker je seveda to zelo pomembno področje. Zdaj, kot je bilo rečeno, zdaj zadeve so malenkostno spremenjene, prej so bile mogoče majčkeno drugačne, zdaj so čisto prepisane iz zakona, vsaj v tem prvem delu, teh prvih 9 ali ne. Zdaj tukaj, kot je bilo izpostavljeno v odboru, je že sam zakon nekako narodno napiše, ker uporabi to besedo ima in tukaj se strinjam, tudi meni ta beseda ima nekako zveni bolj mogoče na prvi pogled lastniško kot pa kaj drugega, ampak pač pridobili smo razlago in tudi z vidika transparentnosti javnega naročanja, kakorkoli ne moramo ljudi oziroma morebitnih izvajalcev omejevati na način, da jih zavežemo k tem, da so lastniki, ne pa najemniki določenih sredstev. Zdaj, kar se tiče tole vprašanja, ki je bilo zagotavljal ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov, ta zadeva je urejena v pravilniku o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti, ki nekako opredeli oziroma specificira, kakšen mora biti prostor za urejanje pokojnikov. Kar se pa tiče primernega odzivnega časa, se pa strinjam, jaz sem kar njih parkrat že se pogovarjal, se pravi z upravljavcem, ravno zaradi teh stvari, ker me je zanimalo, kako zadeve potekajo v praksi, ker pa že, ko smo se pripravljali na to drugo branje, sem imel ves čas nekako že v mislih, da bomo pač pripravljali tudi razpis in bo takrat še bolj verjetno bistveno, kot je pa zdaj, ko sprejemamo odlok, ne še vedno lažje odlok, to, kar je rekel gospod župan, če se bo v praksi izkazalo, da nekaj ne štima, bomo verjetno vsi za to, da se kakšna zadeva popravi, če bo potrebno. Se pravi, kar se tiče primernega odzivnega časa, nekako informacije sem dobil tako, da večini je zelo v interesu, da se nekako pride po pokojnega
čim prej, recimo v pol ure, nekaterim je pa tudi interesu, da se pride pa šele zjutraj, ne, tako da v praksi so zadeve sicer zelo različne, no, ampak v vsakem primeru bomo pač imeli te stvari v mislih, ko se bo pripravljal razpis, da pač dobimo optimalnega izvajalca, ne pa pač kogarkoli, ki bo pač ustrezal. Toliko, hvala. Hvala. Še kdo? Beseda ima Jože Korošec. Ja, hvala lepa za besedo. Tlele sem gledal, se pravi, tale 5. člen, ki je 4., no, kjer se naštevajo, se naštevajo pokopališče. Jaz mislim, da ni noben problem, če bo pač čez par let eno pokopališče še dodano, se bo pač takrat spremenil odlok in verjetno bo še kakšna malenkost treba spremeniti v samem odloku in to ni nobena taka težava. Pomembna zadeva se mi zdi tle, se pravi pri tem odloku za podelitev koncesije, predvsem v tem, da bomo končno tudi občinski svet v tem, to piše v 22. členu, mislim, možnost, da se malo sodeluje pri oblikovanju cen. Zdaj je to čist prepuščeno samemu sebi, tako da če je kaj dobrega, je to, da pač občinski svet in pa se pravi tudi občinska uprava bo lahko primerjala cene po vsej Sloveniji, nekatere občine imajo verjetno kakšno koncesijo že podeljeno, večina verjetno ne. In to se mi zdi pomemben člen tega, da se bo tudi, pa se pravi, občinski svet bo imel možnost sodelovati pri oblikovanju teh cen. Ker vsi vemo, kako je s tem koncesijami, če nimaš vpliva na ceno, potem pač se računa pač po lastni presoji oziroma po lastni želji. Tudi primeren se mi zdi čas za podelitev koncesije 5 let, se mi zdi, da je to, kar je na taka čist ta prava doba. Na več jaz ne bi šel, če se pač stvari izkažejo, noben problem ni še enkrat po 5 letih se pravi ponoviti oziroma spet pripraviti javen razpis in če je dober ponudnik, se uporjavil in to ni težava. Seveda sem pa proti koncesijam, ki bi bile to 20-25 letno. Se mi zdi čist primerna doba, 2 leti je verjetno res premalo, ampak 5 leti pa se mi zdi primerna doba. Hvala. Hvala, besedo ima Igor Žavbi. Ja, glede tega odzivnega časa, ne, to, kar je Timotej rekel, eni imajo željo pol ure, drugi, da šele zjutraj oziroma da vsaj čez noč pokojni doma. Navade in želje so res drugačne, ampak nek minimalni čas moramo vseeno doreči. Če ima pa kdo željo, da se po pokojnika pride kasneje, pa mislim, da to željo lahko potem tudi izrazi izvajalcu javne službe, pa pride po pokojnika kasneje. Kar se pa tiče cene, Jože, ti si tudi že dolg politik v občinskem svetu in veš, da občinski svet ne bo cen določeval. Ne bo, tako kot je bilo še marsikje drugje. Ponudnik bo ponudil svoje cene v razpisu za koncesijo. Če se bo občina kot tisti, ki bo razpisal koncesijo, pogajala o cenah, bo lahko spogajala cene in tisto, kar bo dobil občinski svet, bomo samo potrdili. Jaz dvomim, da bomo lahko mi tam rekli, da želimo pa, ne vem, za 2% znižati. Ne bomo mogli. To pozabimo, da bomo mi cene določali. Ne? Ampak mogla bo biti pa občina oziroma komisija, ki bo vodila ta javni razpis, tista, ki bo, ne vem, če se jim bo zdelo potrebno, tudi se pogajala za nižje cene. Da ne bomo prišli do tega, kar smo imeli v preteklosti pri določenih koncesijah, ko so bile cene visoke, ko je celo nadzorni odbor ugotovil, da so cene previsoke, ampak ker ni bilo v štartu izvedenih pogajanj, se ni dal več pogovarjati za to, da bi bile cene nižje. Ne? S tem, da imamo tam še koncesije, ki so za 25 let. Ne? In ja, 5-letno obdobje koncesijsko je čisto ok, tukaj se čist strinjam. In glede na to, da je tle noter kar nekaj sprememb in da vam je še kar nekaj pripomb na ta odlok, tudi tega odloka ne morem potrditi. Hvala lepa. Hvala, besedo ima Francis Pruk. Hvala lepa za besedo. Zdaj, zanimive stvari se nam tle dogajajo. Ne? Govorimo odlok, zakon,
tle so stvari popolnoma jasne. Če so stvari prepisane iz zakona, pa nam nekaj ni všeč, govorimo oblast, tudi če nam ni všeč, je treba spoštovati, oziroma zakonodajo je treba spoštovati. Čas, ki naj bil not, napisan, da bi bil v redu, se mi zdi tako, to je približno tako, kot da se pogovarjamo o nekih stvareh. Poglejte, se zgodi prometna nesreča. Not lahko zapišemo v 2 urah, recimo. Pa to ne bo možno, kaj se bo pol dogaja. A ni smiselno napisati nek razumen stavek not v doglednem času, v dogovoru z, ne vem, ljudmi, ki bojo pač, da bo boj stranski interes narejen. Prej je Edis dal not postopkovno, ker je predsednik odbora 2-krat omenil not, so bili 4 navzoči. S tem je hotel dati težo na tej varianti. Zdaj se Igor ukvarja s tem, 14 jih je bilo za, 7 jih je bilo proti, 7 jih pa ni. Jaz ne vem, kako si vi lahko predstavljate, recimo, da če jih 7 ni pritisnili tipko, v čem je tle problem. Vse oni odgovarjajo za svoje zadeve. Druga zadeva. Lepo vas prosim, če vam nekaj ni všeč v drugem branju, pripravite amandma. Franci, repliko ima Igor Žavbi. Ja, 14 za, 7 proti, 7 vzdržanih, ampak jaz s tem nisem nič oporekal, da ta odlok ni sprejet. Odlok, kakršen je sprejet, zdaj velja in jaz nisem nikoli rekel, da to ne velja ali pa da kaj ni v redu. Tako kot je v nasprotju dr. Markel poudaril, da je bil pač nepotrjen, ampak samo 4. Sprejet je bil z večino opredeljenih glasov, je bil ta odlok sprejet. Ni mi všeč, ampak tako pač je. Želel sem pa svetnice in svetnike upozoriti na to, da če je bilo 7 vzdržanih, da nekaj pa verjetno ne špila pri tej zadevi. To je bil moj namen, ne pa, da bi kakorkoli želel izpostavljati, da ta odlok ni veljaven. V nasprotju, popolnoma legitimno sprejet odlok. Kakšen je bil postopek tega, sem pa razložil že v svojih prejšnjih razpravah. Hvala lepa. Franci, se pravičujem, prosim, nadaljujte. Ja, hotel sem sam povedati, če to, ja, veliko priznanje, recimo, glede na pripombe od 1. do 2. branja. Ampak, poglejte, večina od teh stvari bilo sprejetih, seveda, vedno se lahko najde kakšna zadeva, ki se še zmeri da lahko popraviti. Ampak, kadar stvari niso, ali pa če so čist precizno napisane, se velikrat lahko ujamemo tudi v tako zanko. Tle jaz mislim, da rabimo majčkeno zdrave pameti. Ker, če se napiše, kot sem rekel, v doglednem času ali pa v dogovoru s stranko, jaz mislim, da je to čisto v redu. Sej v bistvu mora biti bolj stranski interes tako narejen, da ni nekih, bom ko rekel, slabih ali pa negativnih trend do takih zadev, ki prihaja. Hočem pa sam to povedati, da nisem se prej hotel oglasiti pri tamle gor glede kalcita, pa me je fez jezik srbel, ker včasih res ne razumem, če nas ljudje poslušajo ali pa tudi spremljajo, ne vem, ni bilo govora o tem, koliko zaposlenih z dodano vrednostjo, da je to prva naša prioriteta, da skrbimo za... Po mojem smo pri pogrebni. Ja, tudi smo pri pogrebni. Vse to zadeve se navezujejo, da moramo... Mene ponovadi župan prekine. Dobro, ti se soglasil pa tudi... Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o podelitvi koncesije ter izvajanju 24-urne pogrebne dežurne službe in storitev pokopališke dejavnosti v občini Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 15 svetnic in svetnikov, proti 11. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.